V današnji avtomobilnosti bomo govorili o dveh neločljivo povezanih temah – motorju in gorivu. Kako avtomobilski inženirji delajo naše motorje učinkovite in okolju prijazne, ter kako jim pri tem tudi skupnim razvojem pomagajo proizvajalci goriv, še posebej tisti z lastnimi rafinerijami in razvojem. In ja, seveda skočimo tudi v Šanghaj na kitajski avtomobilski salon. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V zadnjem času pogosto pravimo, da je svet avtomobilizma pred tektonskimi premiki. Zelo natančno znamo napovedati, katere tehnologije bojo prišle, kaj se bo v mobilnosti dogajalo. Ampak, ko je treba določiti čas, kdaj se bo kaj zgodilo, pa postanemo precej manj natančni. No, če se najprej posvetimo samim pogonom in naredimo eno takšno lepo linijo, pogledamo, kateri so bili najbolj priljubljeni, kaj imamo zdaj, kaj šele prihaja in kaj so kupci začeli ugotavljati, da jim je pa res všeč. In kateri so tisti pogoni, ki počasi prihajajo na črni spisek vsaj evropskih mest, kar se tiče vstopa vanje, in tisti, ki počasi pridobivajo večje zaupanje strank. In če smo še bolj konkretni. Delež dizelskih avtomobilov bo verjetno padal, še posebej v Evropi. Ne tako zelo hitro, kot je mogoče zdaj misliti, ker dizelski agregat ima še kar precej potenciala, pa tudi dizelsko gorivo ga ima nekaj. Ampak nedvomno se bo delež bencinskih povečeval, predvsem zaradi povečevanja deleža hibridnih avtomobilov, še posebej priključnih hibridov. Močnejša kot bo baterija, bolj smiselni se bojo zdeli ti avtomobili. Ampak ko govorimo o hibridih, je pa še posebej pomembno, da so bencinski agregati, ki so spojeni skupaj z elektromotorjem, učinkoviti. In dobri sodobni motorji potrebujejo tudi dobro gorivo, tako kot dober tekač potrebuje dobre športne copate. In pravo gorivo ne bo le poskrbelo za življenjsko dobo vašega motorja, ampak tudi za varčnost, manjšo porabo in pa seveda vplivalo na emisije. Danes je točka nič in od točke nič gledamo v prihodnost. V štartno pozicijo izhodišča so postavljeni vsi energenti, in iz točke nič poskušamo razmišljati o tem, kateri nas bo lahko v etapah pripeljal do recimo največjih učinkov, pri tem pa gledamo predvsem na okolje. In če startamo iz točke nič in imamo v vrsti vse energente, kako začneva? Mislim, da tehnologija je na skoraj vseh področjih že razvita, ampak mogoče se je treba najprej vprašati osebnostno, ali smo te tehnologije pripravljeni sprejeti. Cilj je ta, da transport zelo dekarboniziramo, kar je seveda zelo jasen cilj. Drug cilj pa je tudi ta, da dejansko mesta izpraznimo avtomobilov, ker nas vedno več živi v urbanih središčih in je mnogo prostora zavzetega za vozili. Tako da nekako, če pogledava, najprej moramo sprejeti dve osebnostni odločitvi. Torej, vozilo, kot ga uporabljamo danes, pri bistveno nižjem ogljičnem odtisu, razen potencialno vozila z gorivnimi celicami, bodo vplivala na naše potovalne navade. Ampak zakonodajalci v evropski ravni tudi z tem niso zadovoljni in bi želeli doseči, da se v daljni prihodnosti ali pa srednji prihodnosti tudi odpovemo osebne mobilnosti, torej lasti nad osebnim vozilom. To je ena ključna stvar, ki je zgolj recimo sociološko-politična, ki jo moramo sprejeti. Seveda ta bo pa pogojevala, ker se bomo ali v političnem okviru ali kot kupci obnašali drugače, ta bo pa narekovala tržne deleže. In tako da tukaj zdaj se ta tehnološki vidik je na voljo, je pa na nas, da se odločamo. Toda med katerimi tehnologijami naj se odločamo? Elektrifikacija vozil se je zgodila in ta trend bo dejansko nezaustavljiv, in večina predikcij predvideva, da bo 2040 do 50 od 80 ali pa celo čez 95% osebnih vozil elektrificiranih, kar pa ne pomeni, da bodo to zgolj baterijska električna vozila. Začela se bodo pojavljati in tržni delež bo naraščal vozilom, ki imajo gorivne celice, kjer je seveda iz vodika, tipično vodik je ta prvi energent, na katerega se računa pridobivali električno energijo. Največji delež v celotnem tem obdobju se pa napoveduje priključnim hibridom in hibridnim vozilom. Ampak konec motorjev z notranjim izgorevanjem se vendarle še ne bliža tako hitro. Kljub
ogljični nevtralnosti se še vedno, predvsem pri težkih vozilih, ne moremo popolnoma izogniti tudi do 2050 ogljičnim, torej predvsem motorjem z notranjim izgorevanjem, zato je ključno, da presežke obnovljive energije predelamo preko vodika in kasneje lahko še za uporabo CO2 v metan, metanol in na ta način seveda lahko naredimo vozila, kljub temu, da uporabljajo gorivo, ki vsebuje ogljikov vodik, ogljično nevtralna, se začne v tem krogu krožiti tudi ogljik, ki ga porabljamo pri produkciji goriva. Pojdiva k tistemu, kar poganja slovenske avtomobile danes. To je bencin in dizel. Ta dva, še posebej slednji, je danes zelo očrnjen, ne? Kar tako zdaj prekiniti niti ni mogoče, niti z tehničnega stališča v resnici ni tako jasno, zakaj bi to mogli narediti. Če pogledamo znotraj segmenta motorjev z notranjim izgorevanjem, seveda smo vsi priča v zadnjih letih, da se izkoristek Ottovega motorja ali pa bencinskih, rečemo raje Ottovih, ker jih ne poganja nujno bencin, motorjev dvignil. Je res in večina ljudi vidi samo to plat, ampak dvignil se jim je na račun predvsem ali pa veliki meri neposrednega vbrizgavanja goriva, ki je pa se seboj prineslo tudi težavo izpustov delcev. In če pogledamo trenutne Euro 6 norme, bomo ugotovili, da so vse mejne vrednosti v okviru 20%. Torej, zelo pomembno dejstvo je, izkoristek Ottovega motorja se je dvignil, ampak Ottovi motorji trenutno in po masi in po številu delcev izpuščajo podobno delcev kot dizelski motorji. In tu je ta težava. Zdaj, za še nadaljen dvig izkoristka bomo začeli delovati z revno mešanico, torej z presežkom zraka, kar bo povečalo probleme naknadne obdelave dušikovih oksidov in jih tudi v tem približalo dizelskim motorjem. Tako da tukaj zdaj ta ločnica, da so eni res slabi emisijsko, drugi ne velja. Vsekakor pa velja, da so stara dizelska vozila, ki emitirajo res rede velikosti več škodljivih snovi, teh se je za izboljšanje kvalitete življenja nujno, da se v razumnem času spravijo iz cest. Če pa pogledamo vozila od Euro 6 ali celo bolj specifično Euro 6C naprej, pa ni nobenega posebnega razloga, da bi preferirali Ottove napram dizelskim motorjem. Posploševanje, da bi rekli, dizel porabi manj, ampak onesnažuje bolj, bencin porabi več in onesnažuje manj, preprosto ni enačba, ki pije. Ne, obe razliki se zmanjšujeta. Zgodile se so recimo stvari, ki so nepopravljivo dizelski motor postavile v slabo luč. Če bomo v prihodnosti uredili emisijske meje, ta slika ni pravilna, ampak za dizelsko floto, ki jo zdaj vidimo na cestah, je pa to dokaj realna slika. Tako da spet z tega, zdaj gledamo dejansko z predhodnimi izkušnjami v prihodnost. Bolj ko čistimo, drobnejši so delci. In ti drobnejši delci se še bolj nalagajo na nek način. To je spolzek teren. Ja, zdaj mogoče tukaj par podatkov, ki je zanimivih. Torej, če pogledamo po masi delcev, trenutna Euro 6 meja je, da vozilo lahko emitira 0,45 kilograma delcev na 100 000 kilometrov. In zlahka pospravimo to kot to je nič, ker je to manj kot obraba pneumatik plus zavor. Je en del resnice, drug del pa je, da je meja 6x10 na 11 delcev na kilometr, kar je pa zelo visoka vrednost, kar pomeni, delci so res zelo majhni in problem je ta, da trenutno štejemo delce z visoko natančnostjo do 50 nanometrov. Glavnina delcev Ottovih motorjev je pa med 10 in 20 ali 30 nanometrov, kar pomeni, da emitirajo zelo dosti zelo majhnih delcev, ki dolgo lebdijo v zraku in ki tudi prodrejo globoko v telo. Drug problem je ta, da jih z klasičnim okoljskim monitoringom težko zaznajo, ker tam merimo pa 10 mikrometrske delce, kar pomeni, enaka masa enega mikrometrskega delca ustreza 10 milijardam 10 nanometrskim delcem in tudi te metode niso več primerne. Tako da tukaj pa dejansko ti majhni delci predstavljajo problem, ker jih ne na vozilski strani, nikakor pa ne na okoljski še sploh ne znamo zmeriti. V kakšni obliki in kje vidimo največji razvoj bencinskega in dizelskega motorja? Vsekakor bodo motorji z notranjim izgorevanjem opremljeni z
kupom električnih komponent. Seveda zdaj poznamo hibridna vozila, ki imajo podobno moč elektrokomponent kot motorji z notranjim zgorevanjem, teh je mnogo. V prihodnosti bomo pa videli zdaj tudi tako imenovane mehke hibride ali mild hybrids po angleško, kjer bomo stavili na 48-voltno arhitekturo. Ta zdaj močno prihaja in prav s temi 48 volti lahko zelo spremenimo delovanje motorja. Enkrat imamo na voljo večjo generacijo električne energije, imamo večji shranjevalnik električne energije in tukaj se pojavljajo različni aktuatorji, električno gnani kompresorji, ki bodo zelo pomagali pri dinamičnem odzivu motorja. Na ta način bodo delovne prostornine lahko manjše, izkoristki višji, razvija se kup napredne senzorike in prav v prepletu električnih in elektronskih komponent plus motorjev bomo v naslednjih letih dejansko dosegali te velike napredke, predvsem pa v povezavi z priključnim hibridom, ki se bo pa lahko v urbanih središčih vozil popolnoma električno in na ta način seveda nižal izpuste. V dobi SUV-jev se mnoge družine odločajo, da svojega družinskega enoprostorca zamenjajo za terenca. Kuga je tako postala alternativa za S-Maxa, Galaxija ali C-Maxa. In res je, za večje, torej 5 in veččlanske družine, imajo enoprostorci še vedno številne neprekosljive prednosti. Ima pa Kuga za res veliko adutov, da osvoji 4-članske družine. V drugi generaciji je namreč močno zrasla, v prtljažnik in v zadnjo klop. S to prenovljeno obliko je pa sploh zadela natančno tisto, kar si ljudje želimo, ko kupujemo vsestranski avto. Torej videz, ki se ga razveseliš, udobje visokega razreda, dinamične vozne lastnosti. To slednje je še posebej izrazito. Kuga se namreč odlično pelje tudi po zaslugi odličnega pogona z vektoriranjem navora, za katerega se zdi, da je tu bolj zaradi cestne suverenosti, kot pa da bi vabil v blato. Manjkajo recimo sistemi za vožnjo po terenu, kakršne ponujajo recimo bolj terenski SUV-ji. Res se zdi, da je to terenec za dinamične očete in živahne mamice, ti bi morali Kugo postaviti na najvišja mesta na listi kandidatov ožjega izbora. Tudi pred, na primer, večjega Forda Edge, ki sicer zna pred poslovnimi partnerji pokazati bolj samozavesten obraz kot pa Kuga. V premijskem smislu Kugi sicer ne manjka veliko, je namreč tiha, motorno živahna in, ko je treba, bliskovita. S prenovo pa je zdaj poleg drugačnega videza dobila tudi boljši infotainment. Sistem Sync 3 s CarPlayem resnično dela pomembno razliko. V nadaljevanju oddaje v moderne motorje natočimo moderno gorivo. Skupni razvoj zmore namreč voznikom ponuditi boljše zmogljivosti, vsem skupaj pa občutno čistejše okolje. Predstavimo vam prve sadove multibrandnega razvoja koncerna Volkswagen, ocenimo pa mehurčkastega Citroena in praktično nespremenjenega Clio. Med članki na zavihko avtomobilnost na portalu rtvslo.si tokrat izpostavljamo novosti salona v Šanghaju. Najprej 3 električne konceptne avtomobile iz koncerna Volkswagen. Ne govorimo o novih mestnih električnih avtomobilih za razne car-sharinge ali alternativo bolj ljudskim modelom. Ne. Volkswagen, Audi in Škoda so tokrat pripravili 3 bolj ali manj enake konceptne kupejevske crossoverje. Za tiste, ki si zlahka privoščijo biti zeleni, tokratni koncepti bodo namreč tekmovali s Teslo. A bolj kot dejstvo, da so to že skoraj serijski elektroavtomobili, je zgovorno to, da gre za praktičen prikaz, kaj pomeni nedavna odločitev šefov koncerna, da skupina Volkswagen združi razvoj novih avtomobilov vseh svojih znamk pod eno streho v Wolfsburgu. Zanimivo pa je recimo tudi to, kako zelo različna vozila lahko Nemci razvijajo na enaki električni platformi. Po golfovskem ID-ju in ID-kombiju 3 premijski kupeji kažejo, kako močno lahko s pomočjo elektropogona razvojniki sprostijo svojo kreativnost. Omeniti velja tudi tretji koncept podjetja Lynk & Co. Gre namreč za novo znamko v lasti kitajskega Geelya, lastnika Volva. Toda avtomobil Lynk & Co. ne bo zgolj Volvo v preoblečeni podobi, čeprav bo tehnično res nadvse podoben švedskemu avtomobilskemu ponosu. A znamka je še bolj zanimiva zaradi svojega inovativnega pristopa k prodaji. Avtomobile bodo namreč prodajali prek spleta, po želji jih bodo uporabniki lahko tudi zgolj najemali. Prav vsi avtomobili pa bodo serijsko ves čas povezani v internet.
Med serijskimi novostmi, ki so pomembne tudi za naše prodajne salone, pa omenimo C5 Aircrossa, Citroenovo variacijo Peugeotovega družinskega SUV-ja 5008. Seveda to pomeni, da ima na bokih zračne mehurčke in napredno vzmetenje, ki govori, da je pravi Citroen zares mehek. Mehurčki na vratih. To je značilnost vseh novih Citroenov. Prvi jih je uvedel Cactus, a zdaj jih ima tudi C3. Vemo tudi že, da jih bo imel tudi C3 Aircross in pa pravkar prikazani C5 Aircross. Seveda gre za nekaj, kar bodo Citroenovi prodajalci lahko uporabljali v svojem marketingu in roko na srce bi moralo učinkovati. Nam so recimo všeč in verjetno z nami mnenje deli vsaj polovica, če že ne večina. Pri tem pa nas je presenetilo predvsem dejstvo, da tile mehurčki pravzaprav prask na vratih ne odpravijo v celoti. Ko smo odprli vrata na tesnem parkirišču, smo se ravno tako kot z vsakim drugim avtom dotaknili sosedovega. Kakorkoli že, mehurčki so novost, sicer pa C3 ostaja pravi Citroen. Mehak. To vam je lahko všeč ali pa malo manj. Objektivno dejstvo pa je, da je lega kljub mehkobi zanesljiva in to, kaj se dogaja pod kolesi, se izza volana zelo dobro čuti. Pohvalimo. Če vam je všeč Citroenovska mehkoba, potem boste navdušeni tudi nad foteljastimi sedeži, pa Citroenovskim volanom, zagotovo pa boste težko našli pozitivne besede za upravljanje klime prek zaslona na dotik, ki že sam po sebi ni najboljši. V naše testne zapiske smo zapisali recimo tudi to, da je dizelski motor nekoliko bolj rohnev, kot smo si zapomnili z drugih PSI-ovih modelov. In nasploh menimo, da je za tak tip avta vendarle bolj smiselen bencinski motor, za daljše poti lahko vendarle že v isti hiši najdete kaj bolj primernega. Pri vsem tem je zanimivo še zlasti dejstvo, da ima C3 največjega tekmeca pravzaprav v lastni hiši. Oziroma je C3 največji tekmec originalu, Cactusu. C3 je namreč cenejši nekaj tisočakov, v njem ni varčevalnih ukrepov in celo primerljivo prostoranje. C3 je torej Cactusov popravni izpit. You have to fulfill minimum standards. This is provided by the automotive industry. What we are aiming for is to provide more value for the customer. That means better quality than minimum standard, of course. For example, our new product, MaxMotion Super 100 Plus, is a product which fulfills the highest requirements according to the worldwide fuel charter, highest category 5. And this is not a minimum standard. This is, let's say, the desired quality from the automotive industry. To meet these high requirements, you need to design the product differently and to work on specific additives to meet all these requirements, to pass all these engine tests. In kaj konkretno zahtevajo razvijalci motorjev? They have special requirements on specific chemical characteristics on the fuel, yeah? So the composition of the fuel is different. You have to pass a specific engine tests. Which components from the fuel, from the extracted crude oil you are composing to a mixture, and in addition, of course, to use the right additives in a balanced way. Yeah? Too much is too much, and too less is too less. Yeah? And the right quality, of course, and the combination makes the success. And in regard to engine cleanliness, of course, there are specific additives which are really effective in keeping the engine clean and even more in cleaning up the engine. So removing existing engine is already the latest state of technology. So this makes really a difference which kind of additives you are using. And cleaning is not everything. There are further additives which contributing to, another example would be less friction. Yeah? It's also contributing to higher efficiency, to more performance. It's a package of more measures. In katere koristi za voznika lahko zagotovi boljše gorivo? Higher performance, better acceleration and even more in regard to efficiency. Yeah? What we are doing with better fuel quality, we are improving the combustion process. And this is enabling the engine, the vehicle, to provide more performance, especially during the acceleration phase. But even more,
these restrictions or these requirements on engine cleanliness are providing a kind of engine protection. To keep the engine clean over the lifetime is a benefit which is not directly visible for the customer because he cannot see into the engine. Yeah? But nevertheless, it will pay off at the end of the lifetime of an engine. Less trouble-free operation during the lifetime. Just to make clear, if you have an engine with 100 horsepower, you don't get 110 horsepower, or you get more power when you need it in acceleration point. Is this right? This is the point. The better fuel quality is highly effective in the speed range which is used during the accelerations. Yeah? And we are always talking about the rated power at the rated engine speed, which is the maximum, and we all know the customer is not using the engine in that point. Yeah. So what is really the customer value? And customer value is the performance which you can get in the whole range, in the speed range of the engine, especially in the range of acceleration. And this is exactly the point where the fuel quality can improve the performance. Lahko visoko oktansko gorivo natočimo v vsakršen bencinski motor. Today we see an development of the automotive technology, especially engine technology, to a downsized high-performance engine, meaning less displacement, 1 liter, even lower. Yeah. These engines are also equipped with a smarter engine control device, yeah, electronic engine control. And this new engine generation can utilize the fuel quality much better than older engines. Yeah. They can detect the quality of combustion, which is caused mainly by the fuel quality, and they can adjust the setting of the engine control. How is it with the older engines? It depends what is older engine, yeah, because we have also vintage cars. Even with older engines, which is easy to imagine, after a long time of operation, you have some deposits in the combustion chamber. And these deposits are also causing a higher sensitivity on knocking, engine knocking, which is really a serious topic. Yeah? Therefore, even with older engines, it's very recommended to use higher octane numbers. Where is the limit of the fuel? How much better can it get? You know, there's the minimum standard, there's the WFC standard, but how close to the reach are you? It's a tough question because, you know, I'm a researcher, I'm developing. So if I would restrict myself on limits, this would not be the right mood, the right spirit to break up in new dimensions of technology. So, of course, it is to say we have certainly physical limits on the energy content, but this is not the challenge. The challenge today is the highest challenge is, of course, to get down with the emissions, yeah? To solve the CO2 topic, to solve the NOx topics with diesel engines, of course. This is in focus now. And I would totally confirm today, I don't see the limit. We need efforts on both sides, on vehicle development as well and on fuel development. And I see a lot of potential in a synergetic development of engine technology as well, and of course of exhaust gas after treatment technology. We cannot forget on this part, it's very important. And of course on fuel technologies. Življenjska doba nekega običajnega avtomobila je v današnjih časih nekje okoli 6 let. Na pol poti vsak avto ponavadi nekoliko osvežijo, tej prenovi v žargonu rečemo facelift. Seveda zato, ker ponavadi avtomobili s to prenovo dobijo nov, popravljen obraz. A v zadnjih letih so popravki v mnogih primerih nepozornim gledalcem povsem nevidni. Pogosto klasični facelifti obsegajo zgolj tehnične nadgradnje, hardverske in softverske. Vse več pa je faceliftov, kjer je malo tako oblikovnih kot tehničnih popravkov, pa avto kljub temu dobi etiketo novi. In Clio je vzorčen primer. Še PR sporočilo se ne trudi, da bi nam na dolgo in široko razložilo, recimo, s koliko novimi šraufi ga po novem sestavljajo.
Tako so pri tem Cliu novosti kvečemu novi LED žarometi, pa še ti so oblikovno enake oblike. Tudi v kabini so popravki zgolj v detajlih. Niti kake omembe vredne nove tehnike ni, razen tega, da je bencinski TCE po novem na voljo tudi z ročnim menjalnikom. A nikakor te nove verzije ne vzemite, preizkušeni samodejni menjalnik je namreč prava stvar. Ampak ali je to slabo, če popravkov ni veliko? Stališča kupcev avtomobilov sploh ne. Clio je še vedno izredno navdušujoč izdelek, še posebej kot tak atraktivni karavan. Z minimalnim številom popravkov pa imamo bolj kot ne težave zgolj mi novinarji, ki ob takšnih minimalnih prenovah nimamo o čem poročati. Kakovostno gorivo pa je samo eden od pomembnih delov pri zmanjševanju izpustov. Ko govorimo o tem, kaj bi se dalo pri nas v relativno kratkem času narediti za boljši zrak, je pomlajevanje voznega parka zagotovo zelo pomembno. Ja, po nekaterih podatkih naj bi bil povprečen slovenski avtomobil star kar več kot 10 let. Kar pomeni, da je tehnologija vgrajena v teh avtomobilih relativno zastarela, predvsem kar se tiče čiščenja izpustov. Da ne govorimo sploh o prevrtenih kilometrih uvoženih avtomobilih in tistem črnem dimu, ki ga ponavadi vidimo tudi na avtocesti. Ki je pogosto posledica tudi slabega vzdrževanja, kar je že popolnoma druga tema. No, ampak ko smo pri pomlajevanju voznega parka, zato je potreben nakup novega avtomobila. In ko pridemo do nakupa novega avtomobila, vsaj pri nas kupcih velikokrat matematika ne štima in o tem se bomo pogovarjali v naslednji avtomobilnosti.